In lep pozdrav z novem vlogu. Če še niste, kliknite znakec naroči se in pa stisnite zvončka, da vam pozvoni zmeri, ko prije nov vlog ven. Kaj se dogaja? Nadaljujemo v bistvu tam, kjer smo nazadnje končali, se pravi s pripravo za setev zelenitev. Tako da, evo nas, jutro je, zjutraj smo vštali naredili, spihali smo traktor, filtre pa to, ker je res ta prah, ker pripomore k tem, da se zabije zadeva. Tako da tole naredili. Zdaj pa že delamo, no, to je že druga parcelca, zdaj smo tukaj, ko je bilo vso prej, tako da z enim prehodom se res dobro naredi zadeva. Potem gremo pa nadaljevati na parcelo, kjer je bila tritikala, da uničimo morebitne plevele in pa da v bistvu poravnamo še sam podni zasedev. Tako da v bistvu bo to današnji posel, upam, da nam čim več rata narediti, mogoče celo vse, ampak ja, no. Tako da, to je to. Pičimo vlog, akcija. A ja, pa da ne pozabimo še na hitrico narediti vremenskega updata. Padavine, ki so bile napovedane za naslednji teden, se pravi, ne vem, čez 4 dni, so jih zmanjšali, oziroma po nekaterih vremenskih napovedih celo umaknili. Tako da, ne vem, upam, da se še kaj spremeni na to temo, ampak zaenkrat kaže slabo. Tako da bomo videli, no, kako in kaj naprej. Situacija je taka, da smo naredili 10 hektarov 70, zdaj s krožnim ramom. Parkirali smo doma, zaradi tega, ker smo mogli zdaj nakositi za frišno. Moramo na fujt reči na pašniki narediti v štali, potem pa po štali najverjetneje še naredimo kakšne 2-3 hektarčke, potem smo pa že kar proti koncu, tako da gre kar hitro, no, sicer smo pa mogli na tem veliki parceli mečkem počasneje, 8,5, max 9 iti na uro, ker je rukalo že od prejšnje obdelave, tako da je šlo malo bolj počasno, ampak vseeno smo kar efektivno naredili zadevo. Drugače pa tako čisto okvirno, približna poraba na hektar je zdaj bila tam 7 litrov pa pol, tako za občutek. Ne zdi se mi toliko veliko, no, velik, pa še gledam to, da kar hitro letiš čez, zmogljivost približno 2 hektara, če vzamemo povprečje na uro, tako da je čisto zadovoljiva zadeva. Tako da, to je to, naredimo pa pičemo naprej, akcija. A ja, pa še tole, zdaj smo na tej parceli, kjer smo zadnjič silirali, ko sem govoril o tem, da imamo na novo parcelo in da je malo slabše rasla detla. Zdaj na nekaterih delih že kar lepo, kljub temu, da je suša, poganja ven, tako da se bo marsikaj zdaj že nakosil. Odlična zadeva, direktno za frišno.
Evo ga, še zadnje 2 parcelice za danes, bili smo res efektivni, nekaj malega je še ostali, te smo verjetno jutri do poldne še poštali, naredili. Zdaj po noči kar težko tole bilo, ker se je kadili in sploh če manjša parcela je kar kriza. Najdeti pravo linijo oziroma včasih se moraš malo ustaviti, da vidiš, kje si, no. Čeprav GPS dosti pomaga pri tem, ampak ja. V glavnem tole je to, pičemo domov, se naspat, pa jutr dalje. Čeprav jutr bo mečkam bolj zanimiv dan, pa pustimo se presenetiti, no, do jutra. Tako da gremo spat. Evo nas spet na tekočem delovnem mestu, zjutraj smo imeli še 2 teleta v štali, tako da se je vse skupaj zavleklo, tako da zamujamo, ampak ta dobra 2 hektarčka bomo še stisnili, pa jo moramo iti na hitrico tankat in pa za 5 prkolcev, ker gremo iskat ene stojnice, 10 komadov za Rokovo nedeljo, ko bo 16. Tako da gremo še tole iskat, parkiramo, potem bomo pa mogoče še na Pligelci zamenjali nazaj trosilno dol, pa zadnjo stranico gor, da bo redi zdaj za žeto morebitno, tako da v bistvu to bo to. Pol nas pa čaka ena zanimiva zadeva, da ne bo samo kmetijstvo, no. Tako da pičimo, čim prej naredite, ne bomo preveč zamujati. Evo ga, današnje popoldne bomo preživeli na eni kolesarski etapi s kolegi, tako da nas gre na 5-6, pa bomo šli malo po kolesarskih poteh Slovenije, pa se malo razgibali, no. Da naredimo še nekaj dobrega za telo. Tudi v hribih so velike štale. Evo ga, tule smo zdaj mečken čez polovico, sonce že počas gre dol, tako da temperatura že tudi fajn padla. Drugače pa gremo proti Rogaški Slatini, tule malo čez bregove. Imam pa zdaj tule zraven Anžeta, pa bo povedal, kako se počuti na današnji turi. Anže? Super, rekli ste, da bo samo lepo ravnica, ne? Zdaj pa samo v bregu teramo. Ja, lej, treba je tudi malo. Treba je tudi malo v breg znati iti, ne? Tako da tudi mi ravninci gremo majčken probat. Drugače pa prav fajn, zdaj pa prihaja še en breg, tako da se vidimo. Evo ga,
ja, uspešno smo prišli s ture, proti koncu smo bili res že utrujeni, tudi tema nas je dobila, ampak smo ga odšponali do konca, naredili nekaj dobrega za nas, tudi fajn smo se imeli, res je bila družba zelo dobra. Drugače bila pa tura dolga 70 km, pa 850 smo naredili nadmorske višine, tako da je bilo skozi gor dol razgibano, videli smo marsikaj lepega, no. Tudi kmetije mečken više, ko naša stoji, tako da je bilo zelo zanimivo in pa tudi poučno na nek način. Tako da upam, da bomo naslednjo leto tudi kaj takega izvedli. Drugače pa, ja no, jaz rečem, da najbolj, da se gremo na spat, da nas ne bo jutro preveč noge bolele. Tako da uživite, ne se vidimo pa naslednjič. Ajde ga, čau.